Danes vam predstavljam poklic, ki ga vsi poznate. Zagotovo ste bili že kdaj v knjižnici in osebo, ki je v tej ustanovi zaposlena, imenujemo knjižničar. Knjižničarji zbirajo razne oblike leposlovnih in strokovnih gradiv, jih hranijo, gradivo obdelujejo in bogatstvo iz knjig ponujajo vsem ljudem. Na prvi pogled njihov poklic sicer deluje blazno dolgočasno, toda zaposleni trdijo drugače. Delo je zdaj zelo dinamično, odvisno je seveda od človeka, lahko tudi spiš kot v vsaki drugi službi, tudi kakšen zdravnik lahko kje malo bolj počasi dela, ampak načelno je pa to dosti dinamično delo, ker stvari se vedno nekaj novega se dogaja, ali se neki novi viri pojavljajo, ali pa neka nova tehnologija. Knjižničare najdemo po vsem svetu, opravljajo različne poklice. Nekateri, v Egiptu delajo knjižničari recimo z zapisi na glenenih ploščicah, ali pa so to zelo taka nova gradiva, se pravi sodobna, to so elektronski mediji, lahko so to baze podatkov, lahko so to kakšni drugi elektronski zapisi. V knjižnicah srečamo kadre s precej različno izobrazbo, od raznih doktorjev znanosti do preprostih uslužbencev, ki imajo srednješolsko izobrazbo. Ravno tako je pomemben tisti človek s srednjo izobrazbo, ki je na izposoji, kot en vrhunski znanstvenik, mogoče z doktoratom znanosti, ki potem že pripravlja nove informacije, za kakšne zelo zahtevne uporabnike. Knjižnica je pač nek organizem in če en delček tega slabo deluje, se potem pozna na celotnem rezultatu, ki ga pač knjižnica daje temu okolju. Delovnik knjižničara je določen s pravili. Opraviti je potrebno 42 delovnih ur na teden. Seveda potem tisto pridobivanje dodatnih znanj, pa branje recimo literature, to sodi pa tudi še v prosti čas. Tako da ni to delovnik recimo, bi rekli, v 6 do 2, potem si pa z mislijo na službo končal, ampak običajno je to kar malo bolj poklic, ki zahteva majčkeno več angažiranja oziroma samo angažiranje. Cilj knjižničarja je zagotoviti informacije uporabnikom za njihovo lastno uporabo. Se pravi, učimo tudi ljudi v končni fazi tudi pisanja recimo strokovnega, znanstvenega. Celoten ta proces znanstvenega ustvarjanja je nekje naš predmet dela, pa naš cilj. Za konec se dotaknimo še plače knjižničarja. Točne številke nam niso razkrili. Dejstvo pa je, da se njihove plače lahko primerajo s plačami srednješolskih učiteljev, kar je nekje okrog 200 000 naših tolarjev.